Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Praznična Bistrica 2024 je bila pestro obarvana. Organizatorja Rit Slovenska Bistrica in občina Slovenska Bistrica sta skupaj s soorganizatorji poskrbela za raznolik program. Zabavni del na Trgu Svobode se je začel v četrtek 19. decembra. Dogajanje na Trgu Svobode se je nadaljevalo v soboto 21. decembra z nastopoma glasbene skupine Jamnik in Macuh rock benda. V ponedeljek 23. decembra so za prešerno vzdušje poskrbeli Tanja in Tara ter Prisrčniki. Neskončno sem te rad imel, ti dobro veš, da za tebi potrnil ogenj še. Obljubam praznim sem nasinal in verjel ti vse, ti z drugim si nočna izdala me. Po svoji stran od svojih zmot. Vem, da nekje živi zavedene, ki bom lahko od njej pozaljubljen. Ono što osjećam, teško je reći.
Štefanovo je bilo vzdušje na praznični Bistrici zelo prijetno. Ta zelena dežela me prevzame, konfuzim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na samo, tako me gane, da lahko zarosi in hribe ujame. So da pravi srcu, da sem tukaj doma, tukaj doma. Največ obiskovalcev se je zbralo v petek 27. decembra. Kakor kozni cvetovine, isti ko sem nekoč imel čas, ne bi rada ti brez mene postala svetovno obraz. Pride konec zvon vročine, otrgam ta dehčeči cvet, preko mu lepota mine, postavim si čarobne se, zdaj pa vi. Še bo na glas, kraljica mojega, si srca mladega. To, na pravi zrelih let, najlepši cvet. Zavriskaj, 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 zavriskaj. Gremo zdaj fazi. Moja rožica, na pravi zrelih let, najlepši cvet, najlepši cvet. Ča, ča, ča. Na Trgu Svobode je bilo živahno tudi naslednja 2 dni, v soboto 28. in v nedeljo 29. decembra. Oče in moj praded, Ivenški pušec mi je v obraz. V mislih domača Ivenška vas, koder zdaj hodim in kjer živim. Iskam in pojem se več ne bojim, srce mi veselo ljubezni živi. Saj v meni je vroča Ivenška, grem skupaj. Zdaj zariskaj zapoj, jaz zariskam s teboj. Kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica? Pozabil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel se Ivenčan, veselo bo je noč in dan. Te zriba, da ima za miga. Da nemam snage, da nastavi. Da jest mi kraj i lata nosy topi i wystaje. A moim pismem mi się nic
Kaži kako nam je kad se nebo zarači, kad se spuste oblaci, kad se sunce ne vidi. Kaži kako nam je ljubav nestane, kad si reči istroše, kad si natrag ne može. Koliko mi zame zarebi, ah, da mlada sam glasno. Mi pa smo urizali eno po domače, fantje punce smo objeli, ritmu folke zavrteli, kitla so v luftu letrisne so se hlače, bolnišči domači kruho, tu je nam pogače. Opel je grica znak, učeni si akroma, saj punce imajo radega, rock'n'roll in ča-ča-ča. Mi pa smo urizali eno po domače, fantje punce smo odvili, ritmu folke zavrteli, kitle so v luftu letrisne so se hlače, bolj diši domači kruh, treba skačemo! Praznično Bistrico so zaključili s silvestrovanjem z Vagabundi. Srečno 2025! V imenu nas, Vagabundov in seveda, besedo predajamo vašemu županu Ivanu Žagarju. V Bistriškem gradu je preteklo sredo potekala spominska akademija ob 82. obletnici padca Pohorskega bataljona. Udeležence je uvodoma nagovoril župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Na temo zdravstvo na Pohorju med NOB se je z gostom Elkom Borkom pogovarjala Jana Jeglič. Da sem v okviru tega prišel do nekaterih tudi gradiva, ki še do zdaj tudi v muzeju narodne osloboditve ga nimajo. To je gradivo Božene Grossman, ki je bila partizanska zdravnica s partizanskim ime Vida, ki je napisala pravzaprav en scenarij o razvoju zdravstva na Štajerskem. In iz tega njenega scenarija sem pravzaprav nabral zelo dosti podatkov. Moral bi mogoče začeti partizansko zdravstvo, ni začelo kar naenkrat. To se je postopoma razvijalo. Partizanske bolnišnice so nastajale šele na Štajerskem, v drugem delu vojne. Začelo pa se je avgusta 1941, ko so v Ljubljani ustanovili matični odbor za pripravo vstaje slovenskega naroda in takrat so se zdravniki začeli ukvarjati s tem, da so zbirali material, da so izvajali tečaje, kirurške postopke in podobne stvari, ter začeli, kot so rekel, zbirati simpatizerje. In tako je šele pravzaprav začetek avgusta 1941 takšni, bi rekel, pionirski začetek. V tistem času so eventualne ranjence, ujetnike, internirance zdravili tudi v mariborski bolnišnici pod tujim imenom na infekcijskem oddelku ali kakorkoli drugače. Partizansko bojevanje se pa, kot veste, pravzaprav v našem mariborskem ali pa pohorskem začelo že takoj pravzaprav v sredi julija, takoj po tistih akcijah, ki so jih izvajali mladinci, ko so trosili letake in podobno, in so se zaradi tega morali začeti umikati. In 30. julija 1941 je bila ustanovljena prva partizanska četa pri Petru Urbancu na Pohorju. To je bila prva partizanska
partizanska četa, ki je potem, kot vemo, iz opisa, tudi imel prvo večji boj na Klopnem vrhu, kjer je tudi prvi padel partizan na Pohorju in to je bil ne da so preč, Brko so mu pa rekli, ne da ne Brko, zaradi tega je verjetno Brko bil. No, tu bi moral gledati, da se partizansko sanitete takrat še praktično ni bilo in so takrat ranjence pošiljali po zavetnim kmetom v skrivališča, na razne bunkere in podobno. Zelo pomembno za razvoj partizanskega zdravstva pa je bil pravzaprav maj 42. Takrat je prvih 15 zdravnikov preko matičnega odbora odšlo v partizane in to v bojne enote. Med temi je, moramo povedati, to, kar je za nas pomembno, je bil tudi Dušan Mravljak, zaradi Brkov je bil partizansko odbeg. Doktor Mravljak se je rodil 21. februarja 1914. v Šoštanju. 15. maja je v skupini 15 zdravnikov odšel na Dolenjsko v partizanske bojne skupine. Junija 1942 pa je že z drugo grupo odredov preko Gorenjske in Štajerske prišel na Pohorje, kjer se takrat začel z ustanavljanjem društva čete, ki se je priključila pa pohorskemu odredu, postal član pohorskega bataljona. To je bil prvi zdravnik, ki je deloval v partizanskih vrstah na Pohorju. In moram povedati, zelo pomembno je, da je ostal z borci do konca, da so borci pohorskega bataljona odklonili predajo in nikoli si človek ne more predstavljati, da naprimer Šarh svoje otroke je praktično žrtvoval za to. Dušan Mravljak je po vojni postal narodni heroj in mislim tudi to je pomembno, da imamo zdravnike tudi med temi heroji svojega predstavnika, to je Dušan Mravljaka. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Šmartno na Pohorju.